pozdravljeni v novi kroniki tedna. Ta teden so se na redni seji sestali bohinjski občinski svetniki in svetnice. Sklepe seje povzema župan Jože Sodja. Ja, moram reči, da sem izredno zadovoljen, da je ta seja potekala tako, kot je potekala. Res izredno hitro smo končali, proračun drugo branje. Sicer nisem pričakoval kakšnih zapletov, vendar ponavadi se je zmeram premlevalo določene zadeve. Danes smo zadevo zaključili res hitro, sprejeli proračun in s tem omogočili, da občina deluje tako, kot je treba, da nismo več na 12 in da projekte, ki so pač namenjeni in čakajo že na podpis, to takoj 2. marca, ko stopi ta proračun v veljavo, podpišemo in začnemo izvajati. Bo pa teh projektov kar nekaj letos? Ja, teh projektov je kar nekaj. Prvo zaključujemo pravzaprav z tem projektom Bohinjska Bistrica, da omogočimo promet skozi Spodnjo dolino. Začne se Ribčev las, takoj z podpisom pogodbe začnemo z Staro Fužino in pa Češnico. Češnica je že tudi, začnemo z temi deli glavnimi na cesti z marcem, tako da se te projekti ki so glavni in tudi najbolj finančno obremenjeni, se začnejo odvijati takoj, sedaj, ko bo ta proračun podpisan in veljaven. Pravzaprav veljaven postal z izidom tega dokumenta, to pa je 2. marec. Kdaj bo naslednja seja, kako planirate? Naslednja seja naj bi bila 4.4., tako da imamo zdaj majhen več kot mesec časa za vse te zadeve in priprave, ki nam sledijo, ker naslednja naj bi bil pa ta zaključni račun, ki je pa podoben proračunu, čeprav ni, tako stresen, čeprav za delavce ali pa za pripravljalce tega dokumenta je pa ravno tako obsežen in pa stresen. V okviru izdelave celostne prometne strategije občine Bohinj bodo pripravili tudi javno razpravo z naslovom Oblikujmo skupaj prihodnost občine Bohinj. Javna razprava bo v sredo 27. februarja ob 17. uri v prostorih Kulturnega doma Joža Ažmana v Bohinjski Bistrici. V sklopu projekta so izvedli že uvodne javnomnenjske raziskave, anketo, intervjuje ter delavnice. V proces izdelave strategije, ki stremi k trajnostnemu načrtovanju prometa, s poudarkom na spodbujanju uporabe trajnostnih prevoznih sredstev in zagotavljanju boljših pogojev za ranljivejše udeležence v prometu, želijo vključiti čim večje število prebivalcev občine z namenom zagotovitve upoštevanja stališč vseh deležnikov. Javna razprava bo na podlagi oblikovane vizije namenjena naboru ukrepov za izboljšanje vseh vrst mobilnosti, to je pešačenja, kolesarjenja, uporabe javnega potniškega prometa ter motornega prometa. Viziji razvoja prometa je posvečena tudi razstava, ki si jo lahko ogledate v avli Kulturnega doma Joža Ažmana. Februar je čas občnih zborov in na njem so se ta teden sestali tudi prostovoljni gasilci iz gozda Martuljka. Večjih intervencij v lanskem letu niso imeli, z opremljenostjo društva pa so zadovoljni. Ja, leto je zopet naokoli in na današnjem občnem zboru smo člani društva pogledali, kaj smo upravili v lanskem letu in kako dobro smo delovali. Ugotovili smo, da kakšnih posebnih hudih stvari ni bilo, tudi intervencij ne preveč, nekaj požarov sicer ja, pa vendarle ne toliko kot ponavadi, bilo je pa več drugih dogodkov, na katerih so posredovali naši fantje. Kar se tiče delovanja društva, lahko ugotovimo, da smo bili v preteklem letu dokaj uspešni. Za nami je tudi 80-letnica delovanja našega društva, ob kateri smo organizirali veselico in pa seveda podelili tudi številna priznanja. Tudi danes je bilo temu tako, pregledali smo naše poslovanje, ugotovili smo, kakšno je stanje in kako in kaj želimo za naprej. Tisto najbolj bistveno in najbolj pomembno, kar nas čaka v tem letu, je zagotovo nabava novega gasilskega vozila. To je seveda velik zalogaj za društvo, tako za nas kot za občino, pa vendarle veselimo se že tega dogodka in upam, da nam bo uspelo. Sredstva za to so prispevale v večini občina, nekaj pa tudi lastnih sredstev
sredstev, tako da pričakujemo, da bo vozilo nekje konec leta 2019 v naši garaži. Na koncu koncev smo se zahvalili tudi članom društva in podelili številna priznanja ter napredovanja, ki so jih dosegli v tem času. Na rednem letnem občnem zboru so se ta teden zbrali tudi člani in članice prostovoljnega gasilskega društva Rateče Planica. Prostovoljno gasilsko društvo Rateče Planica danes praznuje svoj občni zbor in sicer po nekako uspešnem letu, ki je za nami, ugotavljamo, da zaključujemo obdobje investicij, kjer smo pravzaprav v vseh teh letih nekako prenovili dom, gasilski dom, kupili dve gasilski vozili in seveda opravili še nekaj investicij. Sedaj pa nastopa obdobje, ko se bomo morali posvetiti drug drugemu, seveda tudi nekaj storiti za člane, ki so vsa ta leta trdo delali. V naslednjem letu bomo seveda organizirali tudi še kakšno družabno srečanje, kakšen izlet, predvsem s poudarkom na gasilski mladini. Društvo, ki šteje 155 članov, od tega je 103 aktivne, imamo 103 aktivne člane in 25 operativnih članov. Med njimi seveda tudi članice, ki so v letošnjem letu že petič zapored tudi osvojile pokal, prehodni pokal na srečanju članic Gorenjske, tako da upamo, da tudi v bodoče bodo te mamice s svojimi otroci doprinesle, če tako rečem, dobršen del tudi v to društvo na račun seveda mladine. Prav tako je za nami leto, kjer je bilo kar nekaj intervencij. Med njimi lahko izpostavim tudi intervencijo na Belci, ki smo jo tudi skupaj z civilno zaščito, ki je pričela s svojim delovanjem zelo dobro tudi delati, uspešno rešili. In seveda to je tisto, kar zagotavlja tej občini tudi neko varnost, ne samo varnost na požarnem območju, področju, ampak tudi siceršno varnost. Naj povem, da je bila v letošnjem letu tudi uspešno izvedena vaja na Tabrah, kjer so sodelovali tudi člani našega društva. Tudi to je eden izmed momentov, kjer smo pripravljeni tudi za morebitne posredovanje v morebitnih nesrečah v industrijskih objektih in seveda tudi na področju evakuacij. Vemo, da imamo v občini Kranjska Gora kar nekaj nastanitvenih velikih objektov, hotelov, če tako rečem. Tudi tam so naši člani sodelovali pri evakuacijah, tako da bomo tudi v naslednjem letu organizirali takšne vaje v namen, da se bodo tudi naši gostje lahko počutili varno v našem območju. Na Kranjskogorskem smučišču je bil včeraj dan odprtih vrat. Na ogled so postavili nekaj mehanizacije, s katero urejajo smučišče. Največ navdušenja, predvsem med otroki, je bilo nad teptalnikom snega. Ob dnevu odprtih vrat smo obiskovalcem na ogled postavili teptalne stroje, sani in pa snežni top. Podatek, ki vas bo najbolj fasciniral in ki ga niti ni opaziti na prvi pogled, je, da imamo vsega skupaj približno 130 snežnih topov in pa 9 ratrakov. Dan odprtih vrat smo organizirali predvsem iz naslova, ker je to čas počitnic in sicer v namen edukacije, čemu v bistvu vsi ti stroji služijo, predvsem pa zato, da naši člani flote, se pravi fantje, še posebej izpostavljajo varnost na smučišču. Počitnice so se prevesile v drugo polovico, v tem tednu pridejo na račun naši domači smučarji. V Kranjski Gori imamo odprte vse naprave razen Zelencev in Ruteča, kar skupaj pomeni približno 20 km prog. Obiskovalcev je veliko, kosamo se lahko z lanskoletnimi številkami, mi pa se seveda nadejamo, da bo tudi vreme zdržalo in da bomo lahko smuko zagotovili vse tja do konca marca. Alpski smučarski klub Kranjska Gora je včeraj uspešno izpeljal drugo tekmo 6. mini pokala Vitranc, s katerim želijo spodbuditi mlade, da se pogumno udeležujejo tekmovanj, pa tudi najti take, ki so iz pravega testa za smučarski šport. Pokal Vitranc je nek skupek dveh tekmovanj, vsako leto jih organiziramo. V prvem mislim, da je bilo skoraj 500 tekmovalcev, 489, danes jih je skoraj 400, mislim, da čez 390, skratka
Oba dva tekmovanja uspešna, danes je še prekrasno vreme, ogromno staršev. Pač poudarek na nekem druženju na snegu v kontekstu pokala Vitranc. Pred ciljem ali bo to nov najhitrejši čas? Tudi manj tekmovanja, ker naša filozofija, vsaj v našem klubu, je, da moramo otroke naučiti smučati, tisti, ki se bodo odločili tekmovati, bodo pa imeli še dosti časa to pokazati. Mark Mister Patik pred ciljem 39. Mislim, da je danes kar mednarodna udeležba z cele Slovenije, vsekakor vse te alpske šole se udeležujejo, drugače vem, da so tudi iz Trbiža, iz te njihove šole Bahman, vem, da so predstavniki Srbije, Hrvaške, tako da je udeležba pestra. Cilj tekmovanja je, kot sem že prej rekel, promocija smučanja na vseh nivojih, poskušamo to smučanje spraviti nazaj v šole, predstaviti ga staršem, pač delati na tem. Drage gledalke in gledalci, prelistajmo še koledar prireditev. Jutri ob 17. bo v knjižnici v Kranjski Gori bralni klub z Benjaminom Gracerjem. Planinske raziskovalnice, počitniške delavnice bodo ves teden potekale v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani in sicer od 16. do 18. ure. Festival Goroventure bo od četrtka do nedelje potekal v Slovenskem planinskem muzeju v Mojstrani. Pustovanje v gozdu Martuljku pripravljajo v soboto od 15. do 17. na tamkajšnjem večnamenskem igrišču. Prireditev je namenjena maškaram vseh generacij. V soboto bodo pustovali tudi v Mojstrani. Ob 11. se na Dovjem začne pustna povorka. Pustno rajanje bo od 13. pri smučišču Mojstrana z DJ-jem Darmar. Ob 16. pa bo še otroško pustovanje v Špajzi na Dovjem. Zvečer ob 21. sledi še pustovanje pri Jozelnu v Mojstrani. Delavnica izdelave cvetja iz skrep papirja bo v soboto ob 17. v prostorih Društva mladih Kranjska Gora. Komedija Knjižni klub bo v Ljudskem domu v Kranjski Gori na ogled v soboto ob 19:30. V goste pridejo člani KUD Dramšpil. Drage gledalke in gledalci, toliko smo pripravili za tokrat. Želim vam prijetne počitniške dni, ki so pred nami in nasvidenje do prihodnjič. Pa srečno!